Ja, zdaj smo tlele na Viču za pokopališčem. Tle smo kopali skozi gor proti Brdu smo pol zavijali. Mislim, tam je bila ena opekarna. No, in tam pri tisti opekarni smo tudi kopali. Ne. Kaj ste kopali? Ja, te grabna, strelske jarke, ne. To smo kopali. In tam me je brazno zeblo enkrat, tako da so me pol v tisto opekarno spravili, da sem se ogrela, no, ker je bila tako zelo mraz. Kdo vas je pa prisilil ali zahteval od vas, da greste kopati? Ja, dobili smo pozive. Od koga? Od nemške, zdaj ne vem kakšne oblasti, ne, ampak od njih smo dobili poziv. In sem se mogla odzvati. Je bilo obvezno. In kje ste tukaj točno kopali, a lahko pokažete? Ja, tle vzadej, tle za pokopališčem, pa smo šli tle proti Brdu gor. Sam takrat je bilo vse polje, ne? Razen tiste opekarne. No, ampak ta zid od pokopališča je bil? Ja, to pa ja, to. Pa desno je pa? Ja, pa proga. Trst, Dunaj-Trst proga. Ja. Kako ste pa prišli do te lokacije? Kje ste vi takrat v Ljubljani stanovali? Ojoj, za Bežigradom smo stanovali. Zelo je bilo daleč, veliko sem mogla peš prehadati. Tramvaj velikrat ni vozil, ker je bilo tako mraz, ker so šine zamrznile. Pa tukaj na ta konc sploh ni vozil. Ne. Pa za Bežigrad tudi nismo imeli tramvaja, samo en avtobus, magister je vozil, tak reven. No, in tako da Dunajska cesta ni imela tramvaja. S čim ste pa kopali? Ja, kopali smo z lopatami iz Krampi in tako naprej, ampak tamle v Pomestnem Logu smo mi pol veliko teh lopat pa krampov kar odvrgali v sneg, ki se nam jih ni ljubilo kaj nazaj nositi. So jih najbrž kmeti spomladi kar precej najdli. Se pravi, niste kopali samo tukaj z... Ne, še pol vzad v Mestnem Logu z Viško cerkvijo, pa tlele čisto. No, pa pojmo pogledati, če v Mestni Log. No, prav. Tukaj smo zdaj na Viču, vzad za Viško cerkvijo. In to je bil Mestni Log, ni bilo nobene hiše nekjer tlele, zato se malo težko že znajdem, ne? Ampak tukaj smo bili, tale slika, ki jo imamo v roki, je tukaj nekje nastala. Ne? In to smo leta 1945, od januarja pa do konca, do maja, kopali tukaj, ne? Ker smo dobili pozive od nemške oblasti, da moramo se javiti v Arbeitsdienst. In kaj ste kopali tu? Ja, tu smo kopali jarke, strelske, čitangrabne. Pa smo imeli lopate in krampe, in ker je bilo tudi veliko snega, pa veliko ledu, smo mogli kar precej kopati, da smo še do zemlje prišli. Imeli smo vsak recimo akord, 1 meter, vsak lahko izkopal mogel skopati, ne. Kdo pa je na vsej tej sliki? Na tej sliki smo pa zdaj, ne vem, same ene se še spomnim, Nada je bila, ena pa še 2 Nemca sta vzadaj, ki sta nas stražila, da ni kdo kam ušel. A so bili strogi? Ne, eden je bil Avstrijec, tukaj niso bili glih preveč, moram reči, da nas niso glih sekirali, no. Temu Avstrijcu se je že malo bolj naumen zdel. To je bilo tik pred koncem vojne? Ja, pred koncem. In kaj so mislili s temi istrskimi jarki, kaj da bojo? Nimam pojma. Kopati smo morali, dobili smo po 3 cigarete na dan, pa pol litra vina na mesec, ne na dan, ker smo, pa neki so nam plačali, pa ne znam povedati, koliko, prav veliko ni bilo.